Evo, lepo pozdravljeni v tej novi epizodi podcasta Benesere. Danes je na sporedu ena solo epizoda in sicer o duševnem zdravju. V ta torek, 10. oktobra, obeležujemo Dan duševnega zdravja, svetovni dan duševnega zdravja. Tako da na to priložnost se mi zdelo fajn, da bi obeležili z eno tako solo epizodo. In danes bomo govorili od duševnega zdravja. Tako da bom pa predstavil duševno zdravje. Duševno zdravje je ena taka malo tabu tematika, o kateri se danes vedno več govori, ampak še vedno ni tako blizu ljudem. In sploh zato, ker je taka intimna tematika, pa nam je uncomfortable, se pravi, nismo navajeni od tega govoriti, malo je neugodno nam je, nelagodno nam je o tem govoriti. Ampak je tudi meni zelo pri srcu ta tematika, tako da skozi današnji podcast bom probal predstaviti, kaj lahko v bistvu mi sami naredimo za duševno zdravje, kako lahko s prehrano, življenjskim slogom in z raznimi drugimi tehnikami s spiritualnega in psihološkega področja naredimo za naše duševno zdravje. Tako da, če si na hitro pogledamo, kaj bo današnji podcast obsegal, prvo si bomo šli pogledati, kaj je sploh to duševno zdravje. Ta prvi del bo malo bolj strokovna definicija, da si pogledamo tudi, kaj strokovna literatura kaže. Potem bomo šli malo pogledati vzroke in razloge za težavami z duševnim zdravjem in potem tudi, kako lahko s prehrano, življenjskim slogom in miselnostjo vplivamo na te težave in izboljšamo lastno duševno zdravje. Zdaj, prvo moram izjaviti, da nisem strokovnjak z tega področja in to, kar bom danes predstavil, ni zdravniški nasvet, ampak v bistvu skozi lastno raziskovanje in skozi lastne izkušnje sem prišel do nekih zaključkov, ki jih bom tudi danes predstavil vam, tako da na čim bolj tak enostaven, pa sproščen, pa tako bom probal na tak neresen način predstavljati. No. Tako da, evo. Zdaj, če si gremo prvo na hitro pogledati, kaj je duševno zdravje. Zdaj, če gremo prvo na definicijo. Duševno zdravje se v strokovni literaturi kaže kot nek koncept spektra oziroma kontinuuma. Se pravi, na eni strani imamo duševno zdravje, to je v bistvu definirano kot dober odnos do sebe, dober odnos z drugimi, da se dobro počutimo v svoji koži, da se uspešno soočamo z izzivi, stresom in z vsakodnevnim življenjem. Potem naslednja točka na tem kontinuumu so neke težave z duševnim zdravjem, se pravi, so težave s soočanjem s stresom, težave s soočanjem s problemi, težave s samozavestjo, pa razne težave s spanjem in tako naprej. In potem še drugi, ta zadnji ekstrem na tej kontinuumu, tej premici, so potem še duševne bolezni. V bistvu kot duševne bolezni se tukaj navaja recimo anksioznost, depresija, pitje alkohola in tako naprej. Zdaj recimo Svetovna zdravstvena organizacija tudi definira duševno zdravje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela in prispeva v svojo skupnost. Se pravi, duševno zdravje bi lahko definirali kot neko dobro počutje, se pravi, ko se dobro počutimo, imamo pozitivne misli in dobro delujemo v svetu. In se pravi, to je neka definicija. Zdaj, če si na hitro pogledamo tudi recimo razširjenost težav z duševnim zdravjem, za neke raziskave in študije so bile narejene z tega področja in so pokazale, da težave z duševnim zdravjem so kar razširjene in v bistvu kar neki običajnega pod navednicami. Nekje 11% Evropejcev trpi za eno izmed oblik težav in bolezni z duševnim zdravjem. Nekje četrtina celotnega slabega zdravja Evropejcev predstavljajo prav težave z duševnim zdravjem. In najpogostejši težavi sta prav depresija in tesnoba. Zanimivo je tudi, da so delali potem raziskave, da v bistvu nekje 13% odrasle populacije trpi za to in tudi recimo v Ameriki je pred leti išla ta raziskava, da je vsak povprečen Američan v svojem življenju imel vsaj eno večjo depresivno epizodo ali pa depresivno obdobje, tako da se na podlagi tega se lahko zavedamo, da te stvari niso tako neobičajne, ampak so kar razširjene, tako da je fajn, da se tudi od tega več govori. In zdaj, če si še govorimo, koga pestijo te težave,
Spet strokovnjaki pravijo, da pri temu ni pravila, ampak je nekje, da v bistvu omenjajo pa to, da ženske pogosteje poiščejo pomoč, medtem ko se moški zdravijo, pod navednicami zdravijo sami, ampak to pogosto potem tudi je posledica tega, da se zahaja v alkohol in razne droge. In strokovnjaki omenjajo tudi, da najbolj ranljive skupine so starostniki, se pravi starejša populacija, mladostniki in pa potem ljudje z nižjega socialnega položaja. In zdaj recimo zanimivo je tudi, da imamo različne pojme za to duševno zdravje. V angleščini je tu mental health, mental pomeni bolj v bistvu mentalno, umsko, tako da je iz tega lahko izklepamo, da je bolj mišljeno to neko umsko zdravje, usmerjeno bolj na na zdravje uma in umsko dobro počutje, medtem ko v slovenščini imamo za to besedo duševno zdravje, kar opisuje bolj v bistvu zdravje duše oziroma naš notranji svet. In v bistvu, zakaj je pomembno sploh, da se govori o duševnega zdravja, je to, ker je duševno zdravje del večjega, se pravi del celotnega zdravja. Tako kot imamo fizično zdravje, tako kot se recimo, kako dobro se počutimo v svojem telesu, odsotnost fizične bolezni, potem zraven je tudi mentalno zdravje, da se počutimo dobro v svojem umu, v glavi, da imamo pozitivne misli, da je dobra koncentracija. Prav tako je duševno zdravje eno izmed aspekta tega celostnega zdravja, tako da je fajn, da se tudi o tega govori. Recimo dr. Uroš Perko v njegovi knjigi je napisal, da je neizpodbitno to, da ni zdravja brez duševnega zdravja, in v bistvu je fajn, da se potem tudi čim več govori o tega tematike duševnega zdravja. Eden izmed glavnih ciljev današnjega podcasta je tudi, da vam predstavim neke vzroke in vzorce za temi težavami in kaj lahko sami naredimo. Mislim, da največji problem pri teh težavah z duševnim zdravjem je prav beseda težave. Se pravi, kot smo lahko videli, te težave z duševnim zdravjem so kar običajne dandanes, tako da je fajn, da sprejmemo, da čeprav trpimo za temi težavami, z nami ni nič narobe. Ker v bistvu te stvari so razširjene, so posledica nekih vzrokov modernega sveta in modernega življenja, tako da je fajn, da se zavedamo, da tudi če trpimo za tem, ni z nami nič narobe. In v bistvu je hkrati se fajn zavedati, vsaj jaz sem takega mnenja in številni drugi strokovnjaki so tudi, da v bistvu te težave z duševnim zdravjem niso samo umske težave, se pravi, če trpimo za tesnobo in depresijo, ni vzrok samo v možganih, ampak so tudi neki ostali vzorci odzadaj, predvsem na fizični ravni in življenjskem slogu in tudi neki psihološki, duševni razlogi. Tako da skozi ta podcast si bomo pogledali tudi v bistvu duševno zdravje z drugih plati in z celostnega vidika in bomo poiskali neke vzorce in vzroke, ki stojijo v ozadju. Na tej točki bi predstavil mojo lastno filozofijo, ki se kliče celostni pristop, se pravi, da v bistvu naše zdravje, dobro počutje temelji na 4 stebrih zdravja. To so telo in fizična raven, življenjski slog, in emocionalna raven in pa 4. je še duša in duševna raven. In v bistvu, zakaj se mi zdi to pomembno? Zaradi tega, ker sem že prej omenil, različni vidiki zdravja ustvarjajo celoto in težave v nekem segmentu, v enem področju se bo izražale v celoti. Se pravi, neke težave na določenem področju bojo vplivale na naše celostno zdravje in celostno počutje. Zato je fajn, da se skoncentriramo na več področij, več stebrov zdravja in podpremo vse in s tem bomo tudi podprli potem našo duševno zdravje in splošno počutje. Zdaj tisti, ki gledate recimo na YouTubu, lahko vidite zdaj na tem PowerPointu predstavitvi, da sem tle ločil ta podcast na 3 glavne dele, in sicer na telo in fizično raven, potem naslednje je življenjski slog in potem je še in duša. Tako da zdaj si bomo šli pogledati, kakšni so po mojem mnenju neki nezavedni oziroma podzavedni, nezavestni vzroki, ki stojijo za težavami z duševnim zdravjem, in jih bomo šli pogledati po teh 3 kategorijah. Tako da zdaj gremo prvo na telo in telesne vzroke. Zakaj je sploh telo pomembno? Mislim, da večina se nas zaveda, vsaj tisti športniki oziroma rekreativci, da je v bistvu naše telo je osnova.
Se pravi, naše telo je naš hardware, ko bi lahko rekli, se pravi strojna oprema. Lahko si spet predstavljamo recimo kakšen telefon pa računalnik. Se pravi, če hoče telefon pa računalnik dobro delovati, mora imeti dober hardware in dober software. In se pravi, isto je potem tudi pri nas. Se pravi, če hočemo mi optimalno delovati, rabimo dober hardware, se pravi, rabimo imeti v našem telesu in fizični ravni vse pošlihtano in prav tako moramo imeti dober software. Software je pa potem umska plat oziroma tudi potem duševna plat. Je pa zanimivo, da recimo v zdravniški stroki se nekje loči telo in in se obravnavajo posebej. Ampak se mi zdi, da ko smo že prej omenili, stvari so med sabo povezane, tako da je fajn, da se gleda na te stvari celostno in da se tudi vidi recimo težave z duševnim zdravjem kot celostno, se pravi, da ni vedno tako, da če trpimo za nekimi težavami z duševnim zdravjem, da so vzroki prav v duši oziroma v glavi, ampak lahko so pogosto tudi nekje na telesni, fizični ravni ali pa tudi recimo v slabem življenjskem slogu. Tako da recimo zdaj si bomo v sklopu telesa šli pogledati 4 točke. Prva točka je vnetje. Kaj sploh mislim s tem vnetje? Se pravi, vnetje je nek fizični in celicni proces, ki nastane v telesu na podlagi nekih zunanjih pa notranjih vplivov. Vnetje si lahko predstavljamo kot nek požar v telesu in telo mora ta požar pogasiti in v tem procesu mora porabiti veliko energije, celične energije in razno drugih procesov. In to je za telo zelo naporno, zato se probamo zmanjšati to vnetje, ker vnetje potem pripelje do raznih težav. Lahko se kaže skozi fizične bolezni, kronične bolezni, lahko se kaže tudi potem z težavami in boleznimi duševnega tipa. Tako da poznamo pa 2 tipa vnetij. Prvo je akutno in še kronično vnetje. Akutno vnetje je tisto, ki je bolj intenzivno in traja manj časa. To je recimo dobro vnetje se pogosto povezuje z dobrim tipom stresa, hormetski stres oziroma eustres. Tu v bistvu stres, kot sem že prej kar omenil, je v bistvu stres, ki je kratek, ampak zelo intenziven. Po tem stresu se naše telo hitro obnovi in postane močnejše. Problematično je drugi tip vnetja, to je kronično vnetje. To je pa vnetje, ki je dolgotrajno prisotno in je manj intenzivno. V bistvu številne raziskave kažejo, da to kronično vnetje, ki lahko prihaja recimo kot posledica bolezni, starosti, debelosti ali pa recimo tudi raznih toksinov, kemikalij, alkohola, kajenja drog in pa tudi iz prehrane. To kronično vnetje je direkt povezano z težavami z duševnim zdravjem, sploh recimo v Ameriki, v ZDA, kjer je njihov življenjski slog še manj optimalen, kjer imajo veliko tega kroničnega vnetja zaradi hrane, toksinov in razno drugih virov, je ta povezava med kroničnim vnetjem in duševnim zdravjem je zelo neizpodbitna. In tudi ko potem ljudje začnejo bolj zdravo živeti, pa se zdravo prehranjevati, tudi te težave z duševnim zdravjem, ali je to depresija, ali je to tesnoba, ali pa kakšne druge, se to potem zmanjšajo. Zdaj recimo, kaj lahko naredimo, če imamo v telesu veliko vnetja? Prva točka je itak taka obvious, se pravi, da živimo bolj zdravo, se pravi, da se zdravo prehranjujemo, da se gibamo, da tudi izgubimo odvečne kilograme, tudi recimo, da se odstrani toksine in kemikalije iz okolja. To je lahko mikroplastika, lahko je to tudi izdelki za intimno nego, lahko je tudi potem alkohol, kajenje in droge. Tu vse v presežku ustvarja vnetje v telesu, kar potem lahko negativno vpliva na naše duševno zdravje. In lahko se tudi poslužujemo potem raznih orodij, ki pomagajo zmanjševati vnetje v telesu in nam pomagajo se boljše počutiti. Prvi recimo tak je post, se pravi, kadar mi ne jemo, ali je to krajši post ali je to daljši post, se telo lahko posveča zmanjševanju vnetij in obnovi, tako da recimo post je super orodje za zmanjševanje vnetij. Potem naslednje je mraz, se pravi kakšni mrzli tuši, ledene kopeli, ledeni tuši, ledeno kopanje. Vse to je v bistvu dober tip stresa, ki potem telesu pomaga, da se obnovi in zmanjša vnetja.
Kontrast tega so potem toplota, se pravi razne tople kopeli in savne. Tudi savne imajo številne raziskave, kažejo na to, da zmanjšajo kronična vnetja, pripomorejo k boljšemu življenju, daljšemu življenju, tudi zmanjšajo težave z duševnim zdravjem. In potem tukaj so še dihalne tehnike, na primer tehnika po Wim Hofu je v zadnjih letih tudi tule v Sloveniji postala kar popularna. Wim Hof tehnika dihanja dokazano zmanjšuje vnetje v telesu, zmanjšuje težave z kroničnimi boleznimi in tudi odpravlja težave z duševnim zdravjem. Zdaj, druga točka v tem prvem stebru zdravja, se pravi telo in fizična raven, je prehrana. Prehrana vemo vsi, da je zelo pomembna za nas, ne samo zaradi tega, ker dobi naše telo energijo ven z tega, ampak tudi za ostale procese, celične, membranske, pa tudi recimo potem razne delovanje hormonov, nevrotransmiterjev. Ampak žal današnja prehrana današnja sodobna hitra prehrana je ena izmed glavnih vzrokov za kronično vnetje. V bistvu spet isto kot prej pri vnetju, tudi tukaj raziskave kažejo direkt povezavo med sodobno prehrano in duševnimi boleznimi. Recimo v ZDA so opravili raziskave, kjer so pokazali, da za ljudi, ki so trpeli za depresijo in tesnobo, ko so jih dali dol z standardne ameriške prehrane in so jedli bolj zdravo, so se tudi simptomi teh težav zmanjšali, tako da je tudi to ful zanimivo. Kaj je problem sodobne prehrane? Tu so enostavno preveč industrijsko pridelane hrane, se pravi hrana, ki je pridelana v industrijskih obratih, ki je v embalažah, ki ima veliko aditivov in sestavin, potem osnovni ogljikovi hidrati, sploh tisti, ki imajo veliko sladkorja, in velik problem so tudi rastlinska olja. Rastlinska olja zato, ker vsebujejo veliko omega-6 maščob. Omega-6 maščobe pa v telesu delujejo vnetje, se pravi ustvarjajo dodatno vnetje, in kot smo že prej videli, vnetje je povezano z večjimi težavami in rizikom z duševnim zdravjem. Tako da rešitev pri sodobni prehrani bi bila ta, da jemo zdravo in naravno hrano, da se oklepamo hitre hrane in pa tudi lahko vključimo tudi nekatera dopolnila, recimo za zmanjšanje vnetij in vnetnih procesov zelo pomagajo recimo kurkuma, CBD ali to v obliki kapljic olja in pa tudi omega-3. To so recimo zanimive so raziskave o EPA. EPA je kislina v omega-3, in v bistvu v raziskavah so dokazali, da velik vnos, dnevni vnos EPA, nekje 2 grama oziroma 1 do 2 grama, je zelo efektiven pri zmanjšanju simptomov depresije. Tako da recimo tudi omega-3, sploh recimo zdaj po zimi, ko je manj sonca pa manj vitamina D, pa sploh pa, če se ne je veliko mastnih rib, potem je fajn, da se doda omega-3, tako za zmanjšanje vnetij, kot potem za dobro duševno zdravje. Potem pri prehrani naslednja točka je pomanjkanje hranil. Nekatere strokovnjaki in raziskave kažejo na pomen hranil oziroma kako lahko pomanjkanje hranil povzroči tudi težave z duševnim zdravjem. Recimo, ko sem že prej povedal, se pravi, hrana je ključnega pomena za našo dobro počutje, energijo, celične procese in hormone. In v bistvu iz hrane moramo mi dobiti tako makrohranila, kot tudi mikrohranila, to so pa vitamini in minerali. In v bistvu, če pride do kakšnih pomanjkanj mikrohranil pa makrohranil, lahko pride tudi do simptomov tesnobe in depresije. Par dni nazaj sem videl en post na Instagramu od Shauna Wellsa. On je strokovnjak z področja prehrane in v bistvu on je izdal en post, ki sem ga dal potem tudi v to predstavitev in lahko vidite na YouTubu. V bistvu, kako pomanjkanje nekaterih vitaminov direktno privede do depresije. In v tem postu je napisal, da v bistvu pomanjkanje vitaminov B6, B12, folata ali folne kisline v bistvu povzroči, da telo ne proizvede toliko ATP-ja, to je celična energija, hkrati pa pomanjkanje ustvari tudi oksidativni stres. Oksidativni stres je pa tisti glavni povzročitelj vnetja v telesu in se pravi, manj ATP energije in več oksidativnega stresa povzroči, da se celice
atrofirajo, se pravi, da se zmanjšajo, da umrejo, oziroma tudi manj nevrotransmiterjev oziroma nevrotransmitskega signaliziranja. Zdaj, tukaj bi bilo fajn malo razložiti, kaj so to nevrotransmiterji. V bistvu nevrotransmiterji so živčni prinašalci, ki v našem telesu ustvarjajo dobro počutje. Mogoče sigurno ste zaslišali za dopamin, to je eden izmed glavnih nevrotransmiterjev, ki ustvarja v bistvu dobro počutje. Potem imamo tukaj še serotonin, GABA in ostali. Tako da recimo pomanjkanje teh vitaminov B6, B12, folata in folne kisline privede do tega, da se prvič, da se ne proizvaja dovolj triptofana. Triptofan je aminokislina, ki potem preide skozi možgansko bariero in tam se potem ustvarja serotonin. Se pravi, če nam pomanjka teh vitaminov, potem tudi v našem možganih se ne ustvarja zadosti serotonina. In glede serotonina pa so direkt povezave med nizkimi vrednostmi serotonina in visoko verjetnost za depresijo in tesnobo. Tako recimo tu je en tak nazoren primer, kako lahko pomanjkanje nekaterih vitaminov ali pa mineralov povzroči težave z duševnim zdravjem, kot so recimo depresija. Tako da, kaj je pogosto vzrok za pomanjkanje vitaminov, mineralov, je v bistvu ali slaba prehrana ali pa neraznoliko prehrana. Pogosto se to pojavlja, sploh če se je preveč industrijsko predelane hrane in premalo naravne hrane. In drugi glavni razlog za to so pa neke diete, oziroma pogosto neke ekstremistične diete, kjer se odstrani celotno skupino živil in potem naše telo ne more dobiti vseh vitaminov, mineralov, ki jih potrebuje, ali pa recimo tudi makrohranil. In to potem ustvarja težave v telesu. Recimo z tega področja obstajajo tudi neke raziskave, ki kažejo na to, da imajo vegetarijanci in vegani večjo možnost po depresiji in tesnobi. In tudi nekatere raziskave, ki kažejo na to, da če se nekdo, ki se prehranjuje po vegetarijanski oziroma veganski prehrani in trpi za nekimi težavami z duševnim zdravjem, to depresija, tesnoba, strah pa stres. Če se doda recimo aminokislino karnitin ali karnozin, se tudi ti simptomi depresije zmanjšajo in v bistvu to direkt kaže na to pomanjkanje hranil. Se pravi, karnitin in karnozin se dobijo samo v mesni hrani in kot vegetarijanci oziroma vegani, ki izključujejo to skupino živil, je potem težko dobiti ta hranila, če se jih ne dopolnjuje z nekimi dopolnili oziroma suplementacijo. Tako da je fajn, jaz zdaj ne pravim, da je pač vegetarijanstvo, veganstvo, da je manj vredno, pa da je slabo, ampak pač če se tisti, ki se tako prehranjuje, je za biti pozoren, oziroma če se pojavijo neki simptomi z duševnim zdravjem, je za biti, je malo za nekaj narediti glede tega. Lahko povem recimo eno anekdoto, jaz sem imel na faksu eno sošolko, ki je bila veganka, pa je bila ful shirana in vse in je imela tudi ful težav z duševnim zdravjem. In parkrat sem ji probal pole omeniti, da pač lahko bi bilo tudi zaradi prehrane to, ker pač je tako ekstremistično, ampak ona ni htela tega slišati, ne, pač. Ona je rekla, ja, meso itak je škodljivo, jaz ne bom ubivala živali, da bom jaz zdrava in tako, ampak pač tu itak je taka moralna dilema, ampak še vedno se je za biti ozaveščen glede tega in se pač biti pozoren, če se pojavijo neki simptomi in se poslužujemo neke teh diet, je pole tudi za nekaj narediti glede tega. In še pole druga skupina, kjer sem videl, da lahko pride do kakšnih težav z duševnim zdravjem zaradi izločanja večjih skupin živil, so to nizkohidratne diete oziroma keto diete. V bistvu pri temu je pa tako, da kadar se izloči celotna skupina ogljikovih hidratov, pri nekaterih, ne pri vseh, ampak pri nekaterih, potem pride čez daljše obdobje do pomanjkanja serotonina. Kot smo prej videli, serotonin je tisti, ki potem ustvarja tisto sproščenost, dobro počutje in nizki nivoji serotonina v možganih so povezani z depresijo. In v bistvu dostikrat so ogljikovi hidrati tisti, ki pomagajo triptofan prenesti iz možganov skozi, no. Tako da pri nekaterih pomanjkanje ogljikovih hidratov povzroči to, da se triptofan in 5-HTP v možganih ne
presnavlja v serotonin, kar lahko povzroči nizke vrednosti serotonina, kar potem ustvarja razne simptome z tesnobo, depresijo in tako naprej. Tako da recimo tudi glede tega je za biti pozoren. Vsi vemo, da te nizkohidratne keto diete imajo lahko ful enih koristi, ampak za nekatere pa tudi ni tako. No. Tako da je za biti pozoren, je zmeraj za primerjati samega sebe, ker pač vsi med sabo smo različni, nekomu bo nekaj ustrezalo, nekomu kaj drugega. Tako da, ja. Potem naslednja stvar in še zadnja stvar tle pri prehrani so pa prehranske intolerance. Zdaj za prehranske intolerance, kako se povezujejo na duševno zdravje, jaz tle nisem dobil nobenih takih večjih raziskav oziroma študij z tega področja, ampak lahko govorim predvsem iz lastnih izkušenj. V bistvu problem pri prehranskih intolerancah je, da ali zaradi pomanjkanja encimov ali zaradi slabše prebave ali mogoče kakšnih avtoimunskih reakcij pride do tega, da se določena hrana, določena živila v naši prebavi slabo prebavljajo oziroma se ne prebavljajo, kar potem pomeni, da v bistvu ta hrana skozi našo prebavo potuje neprebavljena, kar potem povzroči fulnega stresa, vnetja, kar se potem izraža tudi na našem slabem počutju. Recimo tle lahko povem direkt za sebe, jaz imam ful enih težav s hrano in tolerancami in vidim, da kadar pojem nekaj, kar mi ne najbolj odgovarja, a pa ko pojem nekaj, kar vem, da ne bi smel, pod narekovaj, potem vidim naslednjih par dni, kako se slabo počutim. Dostikrat pride do povišanega stresa, tudi simptomi tesnobe, včasih tudi depresije. In potem prav vidim, ko se ta hrana zapusti moje telo, se kar naenkrat počutje spremeni in sem kar naenkrat ful boljše. Tako da tu priča prav na to, da so prehranske intolerance lahko velik stresor za telo in se lahko odražajo tudi na duševnem področju. Najpogostejše težave z intolerancami so na gluten, pšenico, mlečne izdelke, jajca, oreščke in pa tudi rastlinske toksine oziroma antihranila. Zdaj, kako si lahko sami pomagate glede tega? Do tega je najlažje pristopiti z eliminacijsko dieto, se pravi, da se za določeno obdobje odstrani živila in hrano, ki mislite, da vam ne ustreza. Se jo odstrani za kakšen teden, dva in se potem spremlja počutje. In potem po nekem času se to hrano nazaj vključi v prehrano in se spet potem spremlja počutje in simptome. In če se po vključitvi te hrane nazaj v prehrano, naše počutje zelo zmanjša, zelo poslabša ali pa se simptomi depresije in tesnobe povečajo, potem je nekaj na temu. Lahko je, da je kakšna toleranca, lahko je, da samo mič pač ne prenesemo te hrane, tako da to je najlažji način, da kako to odkriti. Potem ostajajo tudi razni krvni testi ali pa recimo kakšni testi v alternativni medicini, recimo na bioresonanco, ampak zmeraj je najboljše se orientirati po lastnih občutkih in občutenju. Tako, zdaj tu je bila zadnja, tretja točka pri prehrani, zdaj bomo pošli potem na naslednjo, ki se direkt veže na tisto prejšnjo, se pravi prebava in črevesje. Dostikrat se vsaj večina populacije se ne zaveda pomena črevesja in prebave. V bistvu prebava ni odgovorna samo za to, da se hrana v nas prebavi in da iz te hrane dobimo mi energijo, ampak ima številne druge funkcije. Prva je nastanek nevrotransmiterjev, to smo že prej omenili, se pravi nevrotransmiterji so živčni prenašalci, ki ustvarjajo naše počutje in v bistvu večina teh živčnih prenašalcev se ustvarja prav v prebavi, to so recimo serotonin, dopamin in GABA. In če naša prebava oziroma črevesje nista zdrava in nepravilno delujeta, potem tudi ne pride do dovoljšne proizvodnje teh nevrotransmiterjev, kar potem vpliva na naše počutje in lahko tudi povzroči potem težave z duševnim zdravjem. Razlog, zakaj je prebava in črevesje, zakaj imata tako velik vpliv na naše počutje, je zato, ker prebava in črevesje so z našimi možganimi prepleteni in povezani prek vagusnega živca. Vagusni živec je živec, ki
potuje ob hrbtenjači in je kot neka, v navednicah, dvosmerna cesta. V bistvu preko tega živca potem potekajo informacije in komunikacija. To si najlažje potem predstavljamo, recimo, kadar smo pod velikim stresnim obdobjem, ali pa recimo je ful pestro, pa se ne vidimo ven z dela, pa recimo je ful stresa, potem to lahko vpliva na našo prebavo in povzroči kakšne prebavne težave, najpogostejše je to zaprtje ali pa driska, ampak v bistvu pogosto se ne zavedamo, da ta informacije potujejo tudi v drugi smeri, se pravi, da naša prebava in črevesje lahko potem vplivajo tudi na naše možgane. To pomeni, da če naša prebava ali pa recimo, če naše črevesje ni zdravo, oziroma če se stvari tle dol ne odvijajo, ko bi se mogle, potem to vpliva potem tudi na našo glavo, naše možgane, kar lahko potem ustvari razne slabo počutje, slabo koncentracijo, zamegljenost, v angleščini brain fog, in v ekstremnih primerih lahko tudi potem razne težave z duševnim zdravjem, se pravi ali tesnoba, depresija. To sem recimo za sebe prej dal primer, kadar meni prebava, kadar je moja prebava porušena, potem se mi poruši tudi vse, in mentalno, duševno zdravje, tako da prebava je en res velik steber zdravja, tako da je fajn, da se ji posveča pozornost. Težava je lahko tudi poleg prepustnost črevesja. V bistvu to se zgodi, kadar v črevesju nastanejo luknjice ali pa rane, in v bistvu to povzroči, da potem toksini in hranila grejo ven iz črevesja in zaidejo v krvni obtok, kar povzroči veliko stresa in vnetja v telesu, kar se potem to vnetje se potem prenese tudi na naše duševno zdravje. In še zadnja točka, zakaj je črevesje pomembno za naše zdravje in duševno zdravje, je še črevesna flora oziroma mikrobiota. Biom, mikrobiom, mikrobiota, to so vse sinonimi. To v bistvu označuje naše črevesne bakterije. Zadnje leta se veliko govori o črevesnem biomu, črevesnih bakterijah in kakšen velik pomen imajo za naše splošno zdravje in počutje. In v bistvu na tem področju sem tudi našel par raziskav, ki kažejo na direkt povezavo med slabo črevesno floro, se pravi slabo razmerje med našimi dobrimi in slabimi bakterijami v črevesju, in kako lahko to direkt vpliva na duševno zdravje, in kadar se izboljša to razmerje in kadar se izboljša črevesno floro, se potem tudi simptomi teh težav zmanjšajo. Tako da, kaj lahko naredimo za zdravo prebavo in črevesje? Prvo je to, da jemo hrano, ki je v podporo našemu črevesju, to je vlakninska, probiotična in prebiotična hrana. Tu se pravi, največ se je dobi prav v sadju in zelenjavi. Je fajn, da se vključi čim večji razpon sadja in zelenjave, da se dobi čim več različnih kultur, da s tistimi kulturami potem nahranimo naše črevesje, ker če bojo naše črevesne bakterije vesele, bomo tudi mi veseli. Druga stvar je potem, da se odstrani hrano, ki škoduje naši prebavi. To je v večini primerov oziroma najpogostejša taka hrana je pšenica in gluten. Na to temo je napisano veliko knjig, veliko raziskav, vem, da nekateri prehranski strokovnjaki s tem se ne bojo strinjali, ampak recimo tudi prva stvar, ki se jo umakne, kadar so neke težave z prebavo, je prav pšenica. Tako da pšenica res močno iritira, vsaj pri tistim, ki imajo občutljivo črevesje, iritira črevesje, tako da je fajn jo zmanjšati, če imamo težave s tem. Potem naslednja je, da se odstrani intolerance, kot smo že prej rekli. Intolerance iritirajo črevesje in lahko povzročijo vnetje v črevesju in tudi razpoke, se pravi leaky gut. In pa poleg tudi alkohol in antibiotiki negativno vplivajo na črevesje. In potem pomembno je tudi, da se kontroliramo stres, se pravi, da stres neposredno vpliva na delovanje naše prebave. Se pravi, več stresa, kot bomo imeli, slabše bo naša prebava delala, kar potem bo povzročilo, da se bomo slabše počutili, kar bo ustvarilo še več stresa, kar bo potem zaradi tega bo še slabše delala naša prebava, tako da rata nekje začaran krog. In pogosto je, če so neke težave z prebavo in črevesjem, če se zmanjša stres oziroma če se dobi neke orodja za zmanjševanje stresa, da se lažje spoprijemamo s stresom oziroma da odkrijemo neke vzroke, ki so v ozadju teh stresnih težav, in to odpravimo, potem se tudi ostale stvari porihtajo. In potem lahko zbiramo tudi različna dopolnila, ki pripomorejo k zdravju črevesja, to je recimo aminokislina glutamin,
probiotiki in pa tudi prebavni encimi, ki pomagajo prebaviti hrano, tako da je potem da ima naša črevesje, naša prebava lažje delo za dokončno prebaviti hrano. In še zadnja točka v tem na telesni in fizični ravni so potem še hormoni. V bistvu hormoni, tako kot nevrotransmitorji, tudi ustvarjajo naše počutje, so tudi zaslužni za pretok informacij in pa tudi naše splošno delovanje in zdravje. Tema hormonov je ful zapletena in se ne bi šel prepodrobno, ker v bistvu hormoni se drug med drugim se samo uravnavajo, tako da, ko se eden hormon zmanjša, se drugi poveča in obratno. Jaz bi tukaj izpostavil 4, ker sem videl, da so direkt povezani z raznimi težavami z duševnim zdravjem. Prvi je estrogen. Estrogen je v bistvu hormon, ki povzroča ženske karakteristike, oziroma njegova glavna vloga so poudarek ženskih karakteristik. In nekatere raziskave kažejo na to, da nizek estrogen povzroča čustveno nestabilnost in pa tudi depresijo. Nizek estrogen je pogosto pri ženskah v menopavzi ali pa pri ženskah, ki so jim recimo odstranili jajčnike ali pa maternico, ker v bistvu estrogen se prav iz tem proizvaja in kadar imajo potem ženske prenizek estrogen, lahko pride do raznih težav. Naslednji hormoni so potem ščitnični hormoni. Vemo, ščitnica ima zelo pomembno vlogo za naše splošno zdravje, počutje, energijo in tudi duševno zdravje. Tako da recimo je spet neka povezava med nizkimi ščitničnimi hormoni, predvsem recimo T4 in T3, in nizki hormoni in pa depresija. Tako da dostikrat vzrok za nizkimi ščitničnimi hormoni je ali stres ali pomanjkanje joda, tudi starostjo pridejo nižji ščitnični hormoni, z nekimi ekstremističnimi dietami spet dostikrat kakšna nizkohidratna dieta slabo vpliva na ščitnico in pa potem tudi nekatere bolezni, na primer hipotiroidizem. Potem tretji hormon, ki bi ga tule omenil, je testosteron. Testosteron je v bistvu moški hormon, ki daje pa moške karakteristike in v bistvu testosteron je pomemben predvsem pri moških in je tudi neka direkt povezava z prenizkim testosteronom in nekimi težavami z tesnobo, depresijo, pomanjkanjem energije in tako naprej. Nizke ravni testosterona se pojavijo predvsem pri moških po 30-40 letu, ko naravna produkcija začne upadati. Lahko tudi pri nekih zdravstvenih težavah ali pa recimo pri nekaterih določenih skupinah, ki so podvrženi stresom in raznim drugim oblikam. Ampak ja, testosteron je direkt povezan s temi težavami z duševnim zdravjem. In potem zadnji je še kortizol. V bistvu kortizol je stresni hormon, ki se sprošča ob stresu. Kadar smo mi pod stresom, potem telo začne producirati kortizol, da v bistvu zaščiti celice in da sproži stresni odziv, tako imenovan boj ali beg. Tle ločimo dva tipa kortizola, se pravi visok in nizek, in vsak povzroča svoj tip težav. Recimo visok kortizol je dostikrat povezan z tesnobo, ker ko smo pod stresom, se počutimo pod pritiskom, ponavadi potem tudi prebava slabše deluje, nimamo energije, motivacije ali pa recimo koncentracije in ponavadi pride tudi do tesnobe. Ampak če smo pod tem stresom predolgo, potem pride do neke utrujenosti oziroma izgorelosti, takrat je pa potem pride do nizkega kortizola in v tistem nizkem v obdobju oziroma coni nizkega kortizola potem pride tudi do depresije. Pogosto je to zato, ker smo fizično tako izčrpani, potem naše telo je tako fizično izčrpano, da pride tudi potem do neke duševne izčrpanosti oziroma duševne utrujenosti. Tako, zdaj na podlagi tega, kaj lahko storimo, se pravi za estrogen je pomembna prehrana, se pravi zbirati vire fitoestrogena, to so hrana, ki vsebuje estrogen in hrana, v bistvu, ki spodbuja, da se v telesu proizvaja več estrogena, to je predvsem soja in razni drugi živila, ki vsebujejo fitoestrogene. Lahko se pa poleg tudi vključi kakšno dopolnilo, recimo kakšen divji jam, ali pa recimo tudi obstajajo formule na trgu, ki pomagajo, da telo producira estrogen v telesu.
Potem za ščitnične hormone se pogosto pomaga, če se doda več joda, se pravi, naša sol je itak jodirana, tako da z tega področja ni treba dodajati dodatno. Potem selenij pogosto pomaga pri ščitničnih hormonih, cink in pa tudi potem železo. Pri testosteronu je pomembno, da se je dovolj maščob, ker iz maščob naše telo začne producirati testosteron, tako da je fajn, da se v prehrani vključi dovolj maščob, sploh nasičenih maščob, živalskih maščob, tudi da smo dovolj fizično aktivni, ker med fizično aktivnostjo fizična aktivnost povzroča, da se v telesu proizvaja več testosterona in pa tudi, da se izgubi odvečne kilograme, ker v bistvu nekateri poudarjajo potem razmerje med previsoko težo, visokim estrogenom in nizkim testosteronom, tako da potem ponavadi, če se izgubi odvečne kilograme, potem tudi se ta dva hormona balansirata. Zdaj pri kortizolu, se pravi, če trpimo za visokim kortizolom in raznimi simptomi tesnobe, stresa in tako naprej, se najbolj poudarja sproščanje, se pravi, da se znamo spoprijeti s tem stresom in da znamo zmanjšati ta stres. To je recimo razne sprostitvene tehnike, meditacija, čuječnost, tudi recimo neke lahka fizična aktivnost, narava in tako naprej. Potem se lahko vključi tudi kakšno dopolnilo, recimo magnezij deluje zelo protistresno, ali pa recimo kakšna adaptogena zelišča, recimo ašvaganda, rodiola, rožni koren, rodiola rosea. Pri nizkem kortizolu pa je najbolj pomemben počitek, se pravi, kadar smo fizično utrujeni, da pride do neke tesnobe in depresije, najbolj pomemben počitek. Važno je tudi, da se doda dovolj soli, zaradi tega, ker pri fizični utrujenosti naše nadledvične žleze so pod narekovaji malo utrujene in prav iz soli, iz natrija se bojo lažje opomogle in začele spet proizvajati kortizol. Pomaga tudi potem vitamin D3, cordyceps, ginseng, vitamin B in vitamin C. Tako, zdaj smo potem, s tem smo zaključili ta prvi del, se pravi telo in fizično raven. Zdaj bomo šli na drugi del, življenjski slog. Zdaj pri življenjskem slogu se bomo najprej pogledali stres. Kot vemo, stres je problematičen v današnjem svetu, ker ga je preveč, ker je na vsakem koraku, ali kako že. In v bistvu stres je, vsaj medicinska stroka pravi, da je stres glavni krivec za številne moderne bolezni in težave. V bistvu evolucijski mehanizem stresa nam je služil skozi zgodovino oziroma našo evolucijo, saj kadar smo prišli v neko situacijo, ko je bilo ogroženo naše življenje, se je potem aktiviral ta stresni mehanizem boj ali beg. Ta stresni mehanizem je potem povzročil, da je naše telo prioritiziralo boj ali beg, se pravi, da je poslalo kri, kisik in pa hranila v mišice, v okončine. Se pravi, da smo se lahko s to grožnjo spoprijeli ali utekli proč. V bistvu problem današnjega stresa je pa, ker je ta stres kroničen, se pravi, ta stres, mi smo stalno pod nekim stresom in ta stres se potem imenuje kronični stres, se pravi, stalno je prisoten nek stres na nižji intenzivnosti, ampak to povzroča, da potem naše telo je skozi v tem boju ali begu in to potem povzroči, da naši organi, naš imunski sistem, naši možgani in tudi potem produkcijski sistem ne dobi dovolj hranil, ker v bistvu naše telo prioritizira boj ali beg in ravno iz tega potem nastanejo te moderne kronične bolezni. Poznamo pa tudi drugi tip stresa, to je pa akutni stres oziroma dober stres, ki sem prej tudi omenil že enkrat, se pravi, to je pa hormetični stres, eustres, to je stres, ki se ga mi izberemo, se pravi, mi si izberemo ta stres in je intenziven, ampak kratko delujoč in ponavadi po tem stresu se naše telo obnovi in postane močnejše. Še en problem kroničnega stresa je pa to, da če smo predolgo pod preintenzivnim stresom oziroma predolgo pod kroničnim stresom, pride do, kot sem že prej omenil, do neke utrujenosti, fizične, mentalne, lahko tudi potem do izgorelosti, ker pademo v to cono izgorelosti, ker smo utrujeni, ker smo fizično in mentalno, duševno izčrpani in potem tam lahko tudi potem pride do težav z duševnim zdravjem, ker v bistvu dostikrat pri izgorelosti, utrujenosti se poudarja, da v bistvu
je depresija posledica tega, da smo utrujeni in ne obratno. Tako da recimo tudi to je za ločiti, da je depresija posledica utrujenosti ali utrujenost posledica depresije. In tle je zanimiv še potem akumuliran stres. Obstaja teorija o nabranem oziroma akumuliranem stresu in ta teorija govori o tem, da v stres, ki smo ga skozi življenje bili soočeni z njim oziroma smo bili izpostavljeni, se hrani v našem telesu, se pravi v mišicah, organih, tudi v fasciji in v bistvu ta stres se nabira in potem pride do neke točke, ker ne prenesemo več tega stresa in lahko tudi potem to povzroči neke težave z duševnim zdravjem. Tudi fajn recimo z raznimi orodji spraviti ta stres ven iz telesa, da potem ne povzroči še dodatnih težav. Zdaj recimo, kako se soočiti s stresom? Fajn je, da se vključi čim več počitka, sploh pri kroničnem stresu oziroma če se pade v neko stanje utrujenosti in izgorelosti. Potem je tudi fajn, da se izbere neke protistresne aktivnosti, ali je to recimo narava, gibanje, šport. Tudi recimo, da delamo stvari, ki nam prinašajo veselje, radost, igro in pa tudi smeh. Potem fajn so tudi kakšne protistresne aktivnosti, ali je to kakšna meditacija, čuječnost, dihalne vaje, vizualizacija. In pa tudi recimo lahko si pomagamo s kakšnimi dopolnili, recimo magnezij sem že prej omenil, adaptogena zelišča, ašvaganda, rodiola, teanin, ki v bistvu pomaga pri proizvodnji serotonina. Serotonin je pa tisti nevrotransmitor, ki povzroči oziroma nam pomaga, da smo bolj sproščeni. Potem je tudi GABA, 5-HTP ali pa tudi CBD. In potem obstajajo tudi orodja za nabran stres, kako se pravi spraviti tisti stres, ki se nam je nabral v telesu ven in ga izraziti, da nam ne povzroča toliko težav. Tako, zdaj naslednja točka pri življenjskem slogu je sodobni način življenja. Jaz sem mnenja, da imamo toliko težav z duševnim zdravjem danes, zato ker je v bistvu naš sodobni življenjski slog, ki ga živimo, ni prilagojen nam oziroma mi se nismo še prilagodili na njega. Se pravi, pomanjkanje spanja, stalna izpostavljenost informacijam, tehnologiji, tudi potem umetno okolje, vse te stvari povzročajo nek stres in mi se ne znamo s tem spoprijemati. Recimo vemo, da spanje je eno izmed najbolj pomembnih stvari za naše dobro počutje in je tudi direkt vezano na naše duševno zdravje. Se pravi, če ne dobimo dovolj kvalitetnega spanca, se bo to poznalo na zdravju in duševnem zdravju, ampak hkrati je pa spanec ta prva stvar, ki jo režemo, ker se preveč dogaja, ker imamo preveč stvari in dostikrat se rajši odločimo za kakšne serije ali pa gledanje telefonov, gledanje filma in ne za spanje. Tako da je fajn, da spanje bi morala biti ena izmed stvari, ki bi idealno, pač itak stvari nikoli ne morejo biti idealne, ampak vsaj da probamo prioritizirati, da dobimo vsaj nekje 7 ur spanja na noč in da je to spanje čim bolj kvalitetno. Potem tudi sedenski življenjski slog povzroča težave z duševnim zdravjem. Na tem področju je tudi veliko raziskav, ki kaže, da fizična aktivnost neposredno izboljšuje duševno zdravje, se pravi gibanje, šport, rekreacija, neposredno izboljšuje simptome in tesnobe, in stresa, in depresije, vse. Tako recimo tudi potem tehnologija je velik problem, sploh socialna omrežja, vidim pri sebi, recimo več kot sem na socialnih omrežjih, več kot scrollam, več se potem podzavestno primerjam z drugimi in tako naprej. In v bistvu moja uporaba socialnih omrežij in tehnologije je neposredno vezana na kvaliteto mojega počutja in duševnega zdravja, tako da tudi sprovat čim bolj omejiti te stvari. Pač itak so fajn, ker ostanemo v stiku s prijatelji, pa vidimo, kaj se dogaja, pa je zelo zabavno, ampak hkrati presežek pa tudi potem ustvarja razne težave in povzroča slabo počutje. Hkrati je pa pomembno tudi potem okolje, se pravi, v današnjem svetu smo zmeraj manj v stiku z naravo, zmeraj bolj smo v umetnih okoljih, pred umetnimi lučmi, tudi recimo vsi vemo, smo dosti pred zasloni. Zasloni ustvarjajo umetno svetlobo, ki potem zjebejo naš bioritem in naše delovanje možganov, uma.
tako da je fajn, da tudi potem ostanemo povezani z naravo, da hodimo čim več ven, da se probamo malo omejiti oziroma izogibati mestnemu vrvežu in tako naprej. Tako da kaj lahko naredimo, ljudje so udobnega načina življenja. Pri spancu je bolj pomembna kvaliteta kot dolžina, se pravi, je bolje, da mi spimo 6 ur in da je tistih 6 ur res kvalitetnih, se pravi, da je veliko REM in globokega spanca, kot pa da mi spimo 10 ur in je ta kvaliteta slaba. Tako je recimo glede spanca, predvsem se moramo zbirati neka orodja, ki nam pomagajo, da bolj kvalitetno spimo, se pravi, najboljše je, da se nekje izogibamo ekranom, vsaj 1 uro pred spanjem, da pred spanjem delamo neke sprostitvene aktivnosti, lahko se tudi potem pomagamo z raznimi dopolnili, ki smo jih prej omenili za boljšo kvaliteto in sprostitev pred spanjem. Potem fizična aktivnost, kot sem že prej omenil, raziskave kažejo direkt povezavo med fizično aktivnostjo in duševnim zdravjem, tako da dobiti stvari, v katerih uživamo, in dobiti stvari, v katerih smo aktivni fizično in drugače, da potem izboljšamo naše dobro počutje in duševno zdravje in hkrati se probamo čim bolj oziroma redno odklopiti od tehnologije oziroma vsaj ne biti stalno na telefonu, računalnikih in teh stvareh. Vem, je težko, je vsem težko, ampak ja. In še zadnja stvar je potem, da preživimo čas v naravi oziroma če nimamo možnosti preživeti čas v naravi. Tudi recimo nekatere raziskave so kazale, da že če gledamo nekaj zelenega, recimo če postavimo si na steno neko sliko gozda ali pa nekega zelenja, že če recimo gledamo tisto zelenje, že tisto sprošča neko sprostitev v možganih pa olajša nam stres, tako recimo lahko se tudi tega potem poslužujemo. In še zadnja točka v tem življenjskem slogu so pa sezonski vzroki, se pravi, trenutno smo v obdobju, v letnem času jeseni in v bistvu jesen in začetek zime sta zaznamovana s tako imenovano sezonsko motnjo razpoloženja. Tu v bistvu v angleščini je to Seasonal Affective Disorder ali kratica SAD, v bistvu SAD. V bistvu v tem cajtu smo žalostni, ne. V bistvu to je tudi ena zelo razširjena težava po celotnem svetu, nekje strokovnjaki raziskave kažejo, da naj bi ta sezonska motnja razpoloženja vplivala od 4 do 6 ljudi po celem svetu in v bistvu nekateri malo bolj, nekateri malo manj, ampak recimo ta zimska depresija je realna stvar in je zelo razširjena, no, tako da se pa kaže skozi različne simptome, lahko je to pomanjkanje motivacije, pomanjkanje energije, brezvoljnost, utrujenost, padec imunskega sistema in pri nekaterih ekstremnih primerih se lahko pojavi tudi potem tesnoba, depresija, melanholija. Deloma je to vezano na vitamin D, se pravi po zimi in jeseni je manj sonca, s tem, ker naša koža tudi ni izpostavljena soncu, ker nosimo dolge rokave. Zaradi tega se v našem telesu proizvaja manj vitamina D in v bistvu to potem ustvarja težave z duševnim zdravjem. Hkrati pa tudi potem psihološki razlog, ker je manj sonca, krajši so dnevi, daljše noči, potem tudi psihološko malo vpliva na nas, smo slabše volje, slabše energije in lahko tudi nastopi kakšna ta simptomi tesnobe, melanholije in depresije. Zdaj recimo, če vidimo, da ta motnja vpliva na nas, kaj lahko naredimo? Se pravi, prva najbolj osnovna stvar, da smo več izpostavljeni soncu, zato tako za fizične razloge oziroma biološke razloge, kot potem za psihološke razloge, se pravi, več sonca se bo zmanjšalo simptome depresije, potem kot življenjski slog fizična aktivnost, tudi da se potem umirimo. Jesen je fajn čas, da se umirimo, da spremenimo naš način življenja, da se umirimo, da delamo vse malo bolj počasi, da tudi potem sproščamo iz nas stvari, ki nam ne služijo več. Lahko si predstavljate, recimo tako kot večina dreves jeseni odvrže svoje liste, tudi mi lahko odvržemo nekatere stvari, ki nam ne služijo več, tako da pustimo, da del nas umre. Recimo tle mi je kot intermezzo, zelo mi je zanimiva ta besedna zveza jesensko umiranje in jesensko umirjanje. Se pravi, te dve besedi loči samo in j, tako da jesen lahko res
jeseni lahko res probamo, se pravi, umiriti, da nekaj v nas umre in da nekaj zraste, nekaj novega. Tudi fajn je v tem času, da se pravi, se podpre imunski sistem, zaradi raznih, tudi v tem času je več okužb, več bolezni, tako da se okrepi imunski sistem, da lažje shajamo, da bomo več energije in tako naprej. In lahko se tudi potem vključi nekatera dopolnila, recimo vitamin D, vitamine B in C. Aminokislina tirozin je zelo fajn tudi predvsem z mentalnega področja, zato ker tirozin ustvarja dopamin. Dopamin je pa tisti nevrotransmitor, ki povzroča dobro počutje, motivacijo. Tako da, če trpimo za nizko motivacijo v tem času, recimo aminokislina tirozin je zelo pomaga pri temu. In pa tudi potem neka adaptogena zelišča, ki nam pomagajo s stresom in počutjem. Tako, zdaj prve dve točki smo obdelali, to so bilo, se pravi, neki fizični in fizični razlogi in potem razlogi iz področja življenjskega sloga. Zdaj bomo pa šli še na tretjo temo. To je pa potem neki psihološki in duševni razlogi za težave z duševnim zdravjem. To bom naredil malo bolj na kratko, ker to ni moje strokovno področje, ampak bom govoril predvsem iz lastnih izkušenj in kar sem videl potem tudi z raziskovanjem drugih oziroma pri interakciji in svetovanju drugim. Prvi razlog za neke duševne težave je lahko tudi naš Vemo, naš je lahko zelo močno orodje, rešuje raznorazne težave in ustvarja razne produkte, od tehnologije pa do atomske bombe, pa tudi do reševanja križank recimo. Ampak po drugi strani pa, če ne znamo kontrolirati svojega pa lahko ustvari tudi veliko težav v našem lastnem življenju. Največkrat se zgodi, da v bistvu ustvari neko iluzijo realnosti. Iluzija realnosti, ki ni najbolj primerljiva z dejansko realnostjo, ampak potem, ker smo mi toliko v svoji glavi, potem mislimo, je ta distorted reality, kot se reklo po angleško. Tudi vidim recimo pri sebi, jaz sem po eni strani zelo čustven človek, ampak imam tudi zelo močen in dostikrat se mi pole zgodi, da v bistvu se izgubim v svoji lastni glavi, v svojih lastnih problemih in potem ne vidim lepote tega sveta, in če so zraven prisotne še neke druge težave, ali je to tesnoba ali neki simptomi melanholije, depresije, potem vse to še ojača. Tako da je fajn, da se naučimo, kako kontrolirati naš oziroma da se poslužujemo nekaterih orodij, kako postati gospodar našega Potem naslednja stvar, ki smo jo recimo že omenjali na enem podcastu, recimo z podcastom z Aljažem, to je prav Aljaž omenil, da dostikrat so težave z duševnim zdravjem, je to tesnoba ali depresija, so posledica potlačenih in nepredelanih čustev, stresa in travm. Tu se direktno navezuje na to, da kar mi ne sprocesiramo oziroma ne dovolj doživimo, bomo shranili v naše telo oziroma se bo nabralo v naših mišicah, organih in tudi psihi, in potem te stvari čustvene se lahko nabirajo in potem to ustvari neke težave z duševnim zdravjem. Recimo, če bi koga zanimalo to področje, recimo dobra knjiga je The Body Keeps the Score. Ta avtor skozi znanstvene raziskave pojasnjuje, zakaj pride do tega oziroma kako nepredelana čustva, stres in travma povzročajo razne težave, ne samo bolezni, ampak tudi težave z duševnim zdravjem. Potem naslednja stvar, ki vidim, da tudi pri meni je zelo velikega pomena, to je pomanjkanje veselja, strasti in poslanstva. Spravi, jaz vidim pri sebi, da jaz se najbolj počutim, kadar delam stvari z veseljem, kadar delam stvari, ki čutim veliko veselja za njih, veliko poslanstva in neke radosti. Potem vidim, da se dobro počutim in težav z nekim duševnim zdravjem sploh ni. In potem na drugi strani, kadar pride neko obdobje, ko sem med projekti, pa recimo neko obdobje, ko ne laufajo stvari, kot bi si želel, ali pa recimo pride obdobje, ko je veliko stresa in padem v nek drug način, kjer ne delam vse z veseljem, kjer delam stvari ven s pritiska in tako. Vidim tudi potem, kako se stres poveča, kako se tesnoba in tudi neki simptomi depresije povečajo. Tako da tu je prav
govori o dejstvu, da v bistvu nekateri avtorji pravijo, da je nasprotje depresije navdušenost in vznemirjenost. Se pravi, ali smo eno ali smo drugo. Tako da recimo tudi ta psihološki aspekt je zelo pomemben. Poleg pomembno je tudi, da imamo prave stike, da imamo prave ljudi okrog sebe, prave odnose in da čutimo neko pripadnost. To recimo pomanjkanje tega lahko povzroča veliko težav z duševnim zdravjem. Najbolj je to vidno recimo pri kakšnih bivših športnikih, ki so recimo celo svojo kariero bili v nekih skupinah, v ekipah in so skozi imeli neko to pripadnost skupnosti in potem po končanju kariere, ko nimajo več tega občutka, lahko padejo v globoko depresijo pa tesnobo in potem iščejo razne druge mehanizme za reševanje teh in zaradi tega lahko tudi nastaja veliko zasvojenosti, alkohola, drog in tako naprej. In še drugi primer, ki se to vidi, so potem starejši v upokojitvi, se pravi, skozi celo življenje nekaj delamo, pa smo vključeni v neko službo, v neko podjetje, skupino ljudi, pripadamo nekemu višjemu cilju podjetja in po upokojitvi se dostikrat zgodi, da potem ta občutek pripadnosti zmanjka in lahko tudi potem to povzroči neke težave z duševnim zdravjem. Lahko je kakšen vzrok za duševno zdravje tudi potem pomanjkanje ljubezni, ne samo medsebojne ljubezni, ampak ljubezni tudi do sebe. In potem tu so še neki energijski, spiritualni vzroki in duševnost, spiritualnost. To je ena taka tematika, ki meni še jo raziskujem, mi je zmeraj bolj blizu, ampak mi je še vedno malo odmaknjena. Ampak vidim, da recimo dostikrat so neke težave z duševnim zdravjem, lahko tudi posledica nekih duševnih, nekih energijskih, spiritualnih vzrokov, kakšno je recimo slabo delovanje energijskih točk v telesu, čakre, astralnost in pa tudi recimo neke pomanjkanje nekega višjega smisla oziroma neke duhovnosti, spiritualnosti. Tako da tu so neke stvari, ki jih jaz vidim iz psihološkega in duševnega razloga, se pravi na podlagi tega je, kaj lahko mi storimo. Prvo je to, da kontroliramo naš se pravi, da gremo iz svoje glave, ne, da nismo toliko v naši glavi, ampak da gremo živeti ven in da, ker v bistvu dostikrat, ko smo rekli, lahko ustvarja lažno realnost in ne prikaže stvari takšne, kot so. Tako da najti načine, kako kontrolirati lahko je to na nežen način ali pa na malo bolj grob način oziroma malo bolj na silo. Nežen način so razne tehnike sproščanja, meditacija, čuječnost, narava, tudi druženje s dobrimi, pravimi ljudmi, pravi pogovori. Na silo pa lahko potem izkoristimo orodja za hormonski stres, se pravi, ali je to fizična aktivnost, ali je recimo, da gremo v fitness, ali pa recimo, da naredimo kakšno mrzlo kopel ali pa savno. Jaz sem rekel, da bom zdaj po jeseni oziroma po zimi delal več teh ledenih kopelj oziroma ledenega kopanja in ta teden sem bil prvič v Soči in sem videl, da prvih 30 sekund, ko sem šel noter, pa je imela samo 13 stopinj Soča, je bilo težko, ampak potem se mi je pa tako umiril, da sem bil res v trenutku, tako da res najti neke načine, ki nam pomagajo iti ven z naše glave in kontrolirati Potem naslednja stvar je, da predelamo nabrane stvari iz preteklosti, čustva, stres in pa travme. Tu se lahko poslužujemo orodij za izražanje čustev, lahko je to skozi izražanje, se pravi ali skozi pogovor, skozi pisanje, tudi recimo kreativnost, poezija, risanje in tako naprej, ali pa potem tudi izražanje čustev skozi telo, se pravi fizično, stretching, joga, tresenje, ples, vse te stvari potem pomagajo, da telo se sprosti in skozi sproščene mišice, sproščene organe, sproščene tkive potem tudi pridejo te stvari ven. Pomembno je poleg, da delamo stvari, ki nas osrečujejo, za katere čutimo veselje, poslanstvo in to bo prineslo ful enega dobrega počutja in zmanjšalo težave z duševnim zdravjem. Hkrati, da gojimo ljubezen, ne samo do drugih, ampak tudi do sebe. Tu vem, da tudi jaz imam ful enih težav, ampak delamo na temu in bomo videli, da bolj ko bomo sprejeli sebe, bolj ko bomo imeli radi sami sebe, boljše bo tudi naše splošno počutje in duševno zdravje, da se družimo s pravimi ljudmi,
da najdemo svojo skupino, skupnost in pa tudi, da negujemo to duševnost, spiritualnost oziroma povezavo z nečim višjim, oziroma da najdemo nek smisel življenja. Kadar najdemo smisel življenja, potem tudi vse ostale stvari in težave se zmanjšajo in niso tako hude, kot so bile prej. Tako, še za zaključek, recimo, če povzamemo ta podcast, smo že dobra urca, mislim, da je, tako da zdaj, če povzamemo, recimo, kaj sem hotel skozi ta podcast predstaviti, je bilo to, da za težavami z duševnim zdravjem stojijo številni vzroki in je fajn, da se jih prvo z analiziranjem oziroma spremljanjem nekih vzorcev in vzrokov, da se jih prvič zavemo, potem da najdemo način, kako jih raziskati, se pravi, da se jih razišče in potem tudi neka implementacija. Ker recimo, če prvič zaznamo vzroke, postanemo zavedni od njih in lahko naredimo kaj glede tega. In pa tle bi še izpostavil, da si probamo ne dovoliti, da nas tisti težki dnevi oziroma težka obdobje definirajo, ker dostikrat sploh če se znajdemo v kakšnem težkem obdobju tesnobe, depresije, je dostikrat tako intenzivno, da se pole poistovetimo s tistim. Ne. Se pravi, če imamo mi neke slabe misli oziroma slabe izkušnje, se pole mi poistovetimo. Ne. Rečemo, nimam depresije, ampak sem depresiven. In ta razlika je ful pomembna. Ne. Se pravi, eno je vezano na našo direktno osebnost, drugo je pa samo nekaj, kar pride in gre. Tako da v tistih obdobjih se je fajn zavedati, da v bistvu mi nismo tista čustva, mi nismo tiste izkušnje, ki jih imamo, ampak tisto je v bistvu samo neka izkušnja v življenju, ki jo imamo in pride in gre. Tako da recimo, kadar prija neka negativna čustva, je fajn, da se spomnimo oziroma da se ozavestimo, da čustva so kot vreme, slabo vreme pride in gre. In pa meni recimo ful pomaga ta misel iz filma Batmana, The Dark Knight, Vitez teme, noč je najtemnejša tik pred zoro. Se pravi, kadar mislimo oziroma čutimo, da se ne vidimo ven z tega, smo ponavadi lih pred prebojem. Recimo lahko povem moj osebni primer. Včeraj je bil en ful težk dan, luna je bila ful močna, pa še ostale stvari, pa pester teden je bil, pa res je bil en težk dan, ful je bilo ene tesnobe, nekih simptomov, depresije, melanholije, utrujenosti in sem bil prav napismo. Jaz ne vem, če bom zdržal tega, ne? Ampak poleg sem se hkrati probal opominjati, da verjetno sem že na dnu in pač dlje ne bo šlo, ne? In sem res pač tisto tik pred zoro in bo sigurno jutri boljš. In tako je, danes je dosti boljš, ni še pač prav še v redi, še vedno sem ful utrujen, ker je bilo tako pestro, težko obdobje, ampak je pa dosti boljše, no? Tako da hkrati bi pa tudi potem izpostavil, da se ni treba sramovati, če potrebujemo pomoči, je za obiskati kakšnega strokovnjaka, terapeuta, če ne drugega, da recimo nam pomaga ozavestiti neke vzorce, ki so v ozadju teh stvari in nam pomaga se s tem spoprijemati. Tako, s tem tudi zaključujemo ta podcast. Upam, da ni bilo preveč resno, preveč težko, ker ta tematika duševnega zdravja zdaj biti kar taka malo težka, taka heavy, ampak sem probal predstaviti čim bolj tak enostaven način in predvsem skozi lastne izkušnje, razno raziskovanje. Tako da jaz bi ful rad slišal še od vas, kako se vam je zdela ta solo epizoda, ta educational, izobraževalna epizoda. Dajte nam napisati pod komentar na YouTubeu, ali pa recimo na Spotify, pa na Apple iTunesu oziroma Apple podcastih lahko pustite oceno, review. In to je to, no. Glede tematike duševnega zdravja imamo tudi druge epizode, recimo posneli smo z dr. Urošem Perkom, duševne motnje v športu in pa tudi z Aljažem Božinelom smo pa govorili od duševnega zdravja, čustev in tako naprej in kako mu recimo njemu muzika pomaga oziroma kako je on šel čez to obdobje depresije. Tako da, to je to. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau.